Dober dan še iz Maribora, iz druge gimnazije. Moja pot iz Maribora se je spremenila v potovanje, tako da drži, kar pravijo na poročilih glede vlaka. Tako da smo potovali najprej z avtobusom, pa potem še z vlakom. Ampak tukaj sem v zahvalo organizatorjem, ki so me povabili, da predstavim svoj prispevek, s katerim sem se ukvarjala pravzaprav res dolgo časa. To je bila moja magistrska naloga, ki je bila pod okriljem dveh doktoric, doktorice Marine Tavčar Krajnc iz oddelka za sociologijo, pa doktorice Polone Petek, ki prihaja iz AGRFT. In moja ideja se je rodila iz ljubezni do filma, pa predvsem iz neznanja, kar sem na koncu ugotovila. In zastavila sem si vprašanje, ali je mogoče z filmom dosegati pri pouku sociologije še kaj več kot samo gledati in animirati dijake. Tako sem si čisto na začetku zastavila osnovne ideje, vprašanja, raziskovalna vprašanja, ki so se tikala tega, ali je mogoče za filmsko vzgojo, za uporabo filma pri sociologiji spodbujati državljansko participacijo, prispevati k večji meri k doseganju učnih ciljev pri pouku sociologije in seveda dosegati kompetence, ki nam jih ta zadaja, spodbujati razumevanje družbenih pojavov v večji meri, medijsko pismenost in pa spodbujati kritično mišljenje. Zdaj, moj prispevek bi bil razdeljen na 3 dele. Najprej bi čisto nekaj kratkega razložila o politični participaciji, pa o medijski pismenosti. Predstavila bi vam nekaj samo pomembnih, bistvenih podatkov iz raziskave, ki sem jih naredila. Morda je kdo tudi tukaj, ki je bil vključen v to raziskavo. Potem bi vam na primeru iz prakse predstavila 2 delavnici, ki sta bili pripravljeni. In čisto v zadnjem delu bi vam pokazala, kaj je na koncu nastalo izpod domišljije, rok in znanja dijakov. Zdaj čisto za začetek, zakaj politična participacija? Politična participacija je pomembno vprašanje v Evropi med mladimi, predvsem zaradi tega, ker sociologi zdaj že 3 desetletja ugotavljajo, da ta upada. In pomembno je to vprašanje tudi zaradi tega, ker glede na aktivnost mladih v mladosti, s tem napovedujemo aktivnost mladih v kasnejšem odraslem obdobju. In zaradi tega je to vprašanje po mojem mnenju in mnenju sociologov važno. No, in kar se tiče študij na področju politične participacije, zdaj zadnja raziskava, ki so jo naredili na oddelku za sociologijo na Filozofski fakulteti v Mariboru, je pokazala, da torej politična participacija upada in da smo v primerjavi z evropskimi mladimi pravzaprav po zanimanju za politiko res na dnu. To pa je malo odvisno tudi od tipa šol. Če imate torej poklicne šole, tam se mladi povprečno ne zanimajo za politiko, potem se to zanimanje poveča na strokovnih tehničnih šolah in najvišje je med gimnazijci. Moja raziskava je zajela samo gimnazijske dijake, ne pa ostale. Tudi kar se tiče razpravljanja o politiki, ko so to primerjali v študijah z ostalimi evropskimi vrstniki, slovenska mladina najmanj razpravlja o politiki. Kaže tako, da je povprečen mladostnik v Evropi govori toliko o politiki kot naši odrasli Slovenci. Kar se tiče zadovoljstva z demokracijo, tudi to je pomembno, zaradi tega, ker je tudi zadovoljstvo med mladimi v Sloveniji z demokracijo tudi upadlo. Zakaj pa je še to važno? Zaradi tega, ker se je pokazalo, da je mladi, ki niso zadovoljni z delovanjem demokracije, so tudi manj politično aktivni.
In pa treba je pa vseeno opozoriti na eno pozitivno plat slovenskih mladostnikov, kar se tiče politične participacije. Res, da niso konvencionalno, ne participirajo na konvencionalni način, ampak se poslužujejo IKT, zato ne moremo enostransko reči, da niso zainteresirani za politiko. Še ena taka stvar, ki je za njih zanimiva, pa je ta, da so med vsemi evropskimi mladimi pa najbolj angažirani ravno na področju prostovoljstva, torej civilno-družbene participacije. Zdaj pa, kar se tiče še medijske vzgoje, mediji so pomemben dejavnik politične socializacije in zato je pomembno, da če želimo vplivati na višjo politično participacijo, da seveda vključimo tudi medijsko vzgojo. In ko so naredili primerjavo, kako mladi uporabljajo oziroma koliko uporabljajo medije, so v primerjavi z evropskimi mladimi na dnu, kar se tiče uporabe medijev za pridobivanje informacij na političnem področju. Raziskava, ki sem jo pa sama naredila med dijaki, pa je pokazala, da tisti dijaki, ki pogosteje spremljajo dogajanje pomembnih medijskih vsebin, tudi svoje poznavanje oziroma politično razgledanost ocenjujejo bolje in pa tudi višje ocenjujejo svoje sposobnosti kritičnega presojanja kvalitete medijskih vsebin, kar pa je tudi zelo pomembno pri oblikovanju medijske pismenosti. Drugi del raziskave, ki je bil narejen, pa je bila anketa učiteljev sociologije v letih 2015-16, ko je bila izvedena, je v Sloveniji poučevalo približno 100 učiteljev, tretjina njih pa je bila vključena oziroma so odgovorili na vprašanja. Zdaj bi vam samo kratko predstavila nekaj podatkov, ki so pomembni za naše delo. Ena izmed oziroma hipoteze, ki so bile vezane na raziskavo, so torej preverjale, ali učitelji menijo, da je možno z uporabo filma kot učnega sredstva pri dijakih spodbujati državljansko participacijo in kritično državljansko držo. Vidite lahko, da se s tem v večina učiteljev se s tem strinja. Ta tabela prikazuje, torej so učitelji ocenjevali, v kolikšni meri, če lahko, dosegamo učne cilje iz učnega načrta za sociologijo. In prav vsi cilji so po njihovem mnenju lažje dosegljivi z vključevanjem filmske vzgoje v pouk sociologije, izpostavila bi pa te, ki so krepko označene. Torej, razvijanje občutljivosti za zaznavanje družbenih vprašanj. Potem imamo na vrhu, z filmsko vzgojo lahko lažje dosegamo razumevanje širših družbenih pojavov in razvijanje pogleda na dogodke in pojave iz širših družbenih in kulturnih perspektiv. Potem imamo še tu spodaj razvijanje sposobnosti kritičnega odnosa do družbenega dogajanja in konkretnih družbenih procesov in pojavov. Ker so podobna vprašanja dobili tudi dijaki, so tudi oni ocenili, da je te učne cilje in kasneje kompetence mogoče tudi lažje in bolje doseči z filmsko vzgojo. Tukaj imamo zdaj graf, kjer so učitelji na podlagi lastnih izkušenj ocenjevali, v kolikšni meri se strinjajo z trditvami. Tukaj se dobro vidi. In večina učiteljev se strinja, da je mogoče te kompetence, ki jih lahko preberete in vzete so iz učnega načrta za sociologijo, v večji meri dosegati, če vključujemo v pouk sociologije filmsko vzgojo. Torej, z uporabo filma kot učnega sredstva pri pouku sociologije dijaki v večji meri pridobivajo kompetence, ki jih določa učni načrt. Prav tako je mogoče pri dijakih spodbujati državljansko participacijo, kritično državljansko držo, jih spodbujati k boljšemu razumevanju širših družbenih pojavov, zaznavanju družbenih vprašanj, povečati zmožnost empatije in strpnosti do različnosti in pa izboljšati medijsko pismenost.
Zdaj pa še čisto za na konec podatek, koliko pa torej slovenski pouk sociologije v gimnaziji vključuje pravzaprav filmsko vzgojo. Takole, kot vidite, torej več kot polovica ali nekje polovica učiteljev to naredi nekajkrat na leto. Ko smo jih kasneje vprašali, ali bi želeli to narediti pogosteje, so rekli, da ja, da bi želeli. Vzroki, zakaj pa tega ne naredijo pogosteje, sta se izluščila dva temeljna. En je ta, da takšno delo zahteva več znanja, več poglobljenega študija, več dela, več časa in seveda ni dovolj časa, nimamo dovolj ur, ki bi nam to dovoljevale. To so zdaj temeljni vzroki, zakaj tega ne naredimo pogosteje. Tukaj so mogoče še podatek, kako so dijaki ocenili, kdo najbolj vpliva na oblikovanje političnih stališč. Zanimivo, torej starši so prvi, potem sledijo televizija in zanimivo, da časopis pred vrstniki in internetom šola pa se je izkazala, da je zadnja v vrsti. Tukaj še samo tisto, kar sem vam čisto na začetku povedala, da torej tudi dijaki se strinjajo z tem, poglejte, če popolnoma se strinjajo oziroma se strinjajo, da lahko te kompetence, ki jih vidite, v večji meri dosegamo z vpeljevanjem filmske vzgoje v pouk. Tako se je izkazalo, da s pomočjo filmov učinkoviteje in hitreje razumejo snov, lažje se vživljajo, potem lažje se torej razumejo življenje stigmatiziranih, bolje argumentirajo svoja stališča, lažje se zavedajo lastnega socialnega položaja, začnejo filme gledati bolj natančno in postanejo natančnejši kritični gledalci, so bolje informirani o svetu in pa hkrati tudi bolj angažirani. Zdaj pa bi prešli na tisti del, na praktični del. Torej po tem teoretičnem delu sem potem izvedla delavnice, za katere sem pripravila tudi učna gradiva za učence, pripravila sem učne ure in potem stvari izpeljala. Zdaj problem, ki je nastajal, je ta, da je izvesti takšne delavnice, pri nas imamo na naši šoli to v drugem letniku, časovno zelo zahtevno. Videli boste zakaj. Zdaj pa predlagam, da vam predstavim te delavnice, ne bi vam projecirala teh dokumentov, torej učnih priprav, vam jih bom pa predstavila. To, kar boste vi v ozadju videli, so projekcije, ki so bile pripravljene in so služile kot vodilo pri delavnici. Najprej bi pogledali za filmsko delavnico Val, gre za nemški film. Torej, zakaj sta bila izbrana ta dva filma? Zaradi tega, ker je bilo to povezano z delom leta. Tukaj smo zaključili temo odločanje v skupnosti. Druga stvar je bila ta, da je film se dogaja v šoli, vključeni so mladostniki in ravno zaradi tega se mi je zdelo, da jim bo to izkustveno blizu. No in ta delavnica je bila pripravljena po Hillovem modelu učenja z diskusijo. Torej, ideja je, da spodbujamo kritično mišljenje, medijsko pismenost in po tem modelu bi vam zdaj predstavila to pripravo. Najprej sem si zamislila učne cilje, seveda skladno z učnim načrtom, pa bi vam jih vseeno prebrala, kaj so bili cilji. Torej, dijaki razumejo, da je odločanje v družbi povezano z družbeno močjo in oblastjo. Z Webrovo klasifikacijo tipov oblasti analizirajo delovanje profesorja Wengerja in njegovo vodenje razreda povežejo z negativnimi posledicami karizmatičnega tipa oblasti. V skupini Val prepoznajo nekatere značilnosti totalitarnih sistemov. Razumejo večplastnost in kompleksnost družbenega, v tem primeru šolskega življenja. Razvijajo kritični odnos do ravnanja vseh vključenih dijakov, učiteljev, ravnateljice in staršev.
razvijajo kritično mišljenje. To so bili torej cilji, ki so bili zastavljeni. Delo je potekalo po skupinski obliki, razlaga je sledila in pa seveda diskusijska metoda. Učenci so dobili delovne liste in pa pripravljen je bil PowerPoint. Nekaj teh e-prosojnic boste videli. Zdaj pa, kako je potekalo, najprej pred samim ogledom filma so bili dijaki razdeljeni v skupine oziroma vnaprej so jim bili razdeljeni delovni listi. Delovni listi zaradi tega, ker je pred samim ogledom bilo potrebno definirati osnovno besedišče, s katerim bodo kasneje razpolagali. Tako da so najprej pojasnili pojme totalitarizem, konformnost, propaganda, družbena moč, tipi oblasti. To so tudi pojmi, ki smo jih predtem obdelali in jih zdaj dopolnijo. Torej je bilo potrebno to definirati, potem pred ogledom pa so bili opozorjeni tudi na temeljna vprašanja. Ali je totalitarizem ponovljiv? Je lahko konformnost škodljiva? Kakšen vpliv imajo mediji na potek dogajanja? Ali obstaja kolektivna krivda? Nato sledi ogled filma, kar pa je mogoče izpeljati tudi tako, da si dijaki pogledajo film doma. S tem seveda tvegamo, da ga ne bodo nekateri pogledali, to tudi kaže praksa. Potem lahko organiziramo v popoldanskem času, če niste na prav nori šoli, se to morda da izpeljati. In nato sledi delavnica. Zdaj bi vam pa predstavila, kaj so imeli zapisano na delovnih listih. Torej, po ogledu filma je sledil čas, kjer so sami najprej individualno zapisali odgovore na vprašanja, ki so jih dobili. In jih je bilo treba zapisati. To se mi zdi pomembno, če je naš cilj tudi, da dijaki pišejo o filmu, da tudi odgovore zapisujejo. To poudarjam zaradi tega, ker polovica skupine ni tako zelo dobro zapisovala filmov in ni zapisovala odgovorov in to so po večini fantje. Torej, vprašanja pa so imeli. Zapiši režiserjevo vodilno misel oziroma sporočilo. Presodi, katere problematike in teme lahko izpostavimo v filmu. V skupini izberite za vas najpomembnejšo temo in o njej razpravljajte. Potem pa so imeli tudi iztočnice, za razpravo. Govorite lahko o profesorju, skupini, problematiki na šoli, propagandi, avtokraciji in iztočnice za vsako posebej. Profesorjev oris, značilnosti profesorja, ki se loti projektnega dela, odnos profesorja do dijakov, glede skupine, nastanek, definicija, odnosi in hierarhija v skupini, moč posameznikov, moč skupine, vzpostavljanje zunanjega sovražnika, uniformnost, socialne razlike, individualnost, tveganje za skupino, val kot nadomestek za družino, zabava, kakšno vlogo ima delovanje vala, vloga športa, ekipni športi, problematika na šoli, marihuana, prijateljstvo, glede propagande pa simboli, pomen spleta, sponzorstva, nočne nelegalne akcije, vandalizem, glede avtokracije, kaj je pomembno za vzpostavitev avtokracije. In še potem naprej vprašanja, ali lahko problematiko iz filma Val prenesete v družbeno življenje, ali lahko prizore povežete z lastnimi izkušnjami. Ovrednotite režiserjev prispevek. No in potem, ko to, kar se da, dijaki sami zapišejo, se potem sledi delo v skupinah, kjer svoje odgovore primerjajo, dopolnijo, tam, kjer nastanejo nestrinjanja, pa seveda tudi poskusijo najti nek skupen odgovor. In ko sem spremljala to delo in potem pregledala delovne liste, se izkaže, da so sodelovali, da se tudi niso strinjali, ampak ko je bilo treba predstavljati, so suvereno argumentirali skupno stališče. Po sami delavnici pa še sledi zadnja faza, ki jo dostikrat tudi spustimo, to je faza
evalvacije. In tukaj so dobili še zadnja vprašanja, o katerih razmislijo, to pa so: presodite učinkovitost skupinskega dela same skupine in posameznika, je prišlo do neusklajenosti mnenj, pojasnite zakaj, presodite, v kolikšni meri ste in so bili udeleženci konstruktivni v diskusiji in pa predlagajte nadaljnjo obravnavo določenih tem. Tako da to je bila ta prva delavnica, ki je bila narejena torej po Hillovem modelu, 8-stopenjskem. Zdaj bi vam pa predstavila še, tukaj lahko tudi vidite, da te eksperimente dijaki spoznavajo tudi pri psihologiji in smo jih lahko vključili v samo razpravo. Še to, potem ko se ta skupinski del zaključi, pa potem pride še dopolnitev, torej ko učitelj dopolni z razlago, ki jo je pripravil. Zdaj pa še tale delavnica, Persepolis, gre za francoski film, ki je nastal po stripu, in tukaj pa je delavnica narejena torej po modelu veščin kritičnega mišljenja, Carol Wade, in tukaj bi vam zdaj podobno, kot sem vam zdaj za val, predstavila še tole. Najprej torej učni cilji. Dijakinje in dijaki razumejo, da je odločanje v družbi povezano z družbeno močjo in oblastjo. Analizirajo in pojasnijo dileme vladanja in oblasti na primeru iranske družbe. Ovrednotijo vpliv preteklega totalitarnega političnega režima v iranski družbi na življenje ljudi. Razumejo vlogo države v spreminjajoči sodobni družbi in se zavedajo pomena mednarodne skupnosti nanjo. Razvijajo kritično mišljenje in kritični odnos do ravnanja vseh vključenih in se zavedajo pomena dejanskega demokratičnega državljanstva, dejavnega. Podobno spet skupinsko delo, diskusijska metoda z delovnimi listi in z pomočjo PowerPointov. In tukaj je delo potekalo podobno, torej pred ogledom se osnovne informacije v filmu predstavijo, tudi dobijo učenci delovne liste, ki jih preberejo, zato da vidijo, na kaj naj bodo pozorni. Predstavi se jim tudi fokus na vprašanja in pa hkrati se jih opozori na pozoren ogled filma. Ponovno, tudi to se lahko naredi doma ali popoldan, ampak potem je nekaj dijakov, ki tega ne naredi. Potem pa sledi torej ogled in po ogledu ponovno spet individualno delo in zapisovanje odgovorov. Tukaj pa potem sledi skupinsko delo, tukaj so pa bile skupine razdeljene na tak način, torej 6 jih je bilo in po 2 skupini sta imeli enake delovne liste. Tudi zato, da ko je potekala diskusija, da so se mnenja soočila in potem učitelj kot v vlogi moderatorja vodi to diskusijo. Potem sledi še učiteljeva razlaga in v tem vam zdaj predstavim še te delovne liste. Tukaj bi vam vprašanja zastavila, ki pa sem jih torej oblikovala glede na ta didaktični model spodbujanja kritičnega mišljenja. Torej v tem filmu mi spremljamo otroštvo in mladost Mariane Satrapi in vprašanja, ki so jih dobili. Katero znanje bi vam po ogledu filma Persepolis koristilo? Drugo, oprite se na svoje dosedanje znanje in definirajte spodnje pojme. Politična participacija, Max Weber tipi oblasti, diktatura. V skupini preverite definicije in jih uskladite. To je pomembno zaradi tega, ker je tudi definiranje pomembna veščina kritičnega mišljenja. Ko uskladite definicije, jih torej preverite in dopolnite slovarjem in sociološkim učbenikom. To je od 6 naredila samo ena skupina, večino so naredili osnovno definicijo. Izberite prizore iz filma Persepolis, s katerim bi lahko ponazorili, kako pomembno je razlikovati med verovanji, prepričanji, dejstvi in empiričnimi utemeljenimi znanstvenimi razlagami. Zakaj je pomembno, da se zavedamo teh razlik?
tudi to en del spodbujanja kritičnega mišljenja. Potem animiran film Persepolis je nastal po avtobiografskem stripu avtorice Mariane Satrapi. Kako ste doživeli njeno zgodbo? Presodite, ali lahko njeno zgodbo prenesemo v leto 2016 in jo predstavite. Presodite, kateri problemi v družbi bi bili vredni vašega angažmaja oziroma akcije. Za sošolce oblikujte 3 vprašanja, ki se vežejo na problematiko iz filma Persepolis. Tukaj mi je potem v pomoč dana tabela z začetki predlogov vprašanj. Naprimer, katere so prednosti, pomanjkljivosti, kakšna je razlika, razloži zakaj, kako, kaj se bi zgodilo, če, zakaj se, kako bi še drugače lahko razumeli, pojasnili, razloži. Tak, veliko začetkov vprašanj. Zakaj zastavljati vprašanja? Tudi to je ena izmed pomembnih veščin kritičnega mišljenja. Potem na drugem delovnem listu so nekatera vprašanja podobna, tistih zdaj ne bom ponavljala, ampak tole tretje. Animiran film Persepolis je nastal po avtobiografskem stripu Mariane Satrapi. Kako ste doživljali njeno zgodbo? Zgodbo nadaljujte tam, kjer se film zaključi. Predstavite vsaj 2 različna zaključka. Utemeljite, ali strip kot medij lahko gledalca, bralca učinkovito prepriča o problemih družbe. Nariši svoj strip o problematiki, ki te v tvojem okolju vznemirja, draži, moti. Presodite, kateri problemi v družbi bi bili vredni vašega angažmaja. Ta je enak kot prej. In še tretji. Mariane se zoperstavi učiteljici verouka in ji zastavlja prepovedana vprašanja. Ravnateljica pokliče Marianine starše. Kako na Marianino delovanje v razredu reagirajo starši? Razloži, zakaj je reakcija staršev drugačna od Marianinih, čeprav oboji zagovarjajo iste vrednote. Potem imamo še en prizor, kjer Marian pred policijo obtoži nedolžnega moškega, da jo je neprimerno opazoval. Babica jo jezna spomni na dedka, ki je branil nedolžne in na stričev nesrečni boj. Pojasnite njene motive. Drugi prizor. Marian je nesrečna v zakonu. Rešitev vidi v ločitvi, vendar se boji posledic. Babica jo potolaži. Ne skrbi, ločila sem se pred 55 leti. Prvi zakon je vaja za drugega. Kakšen pomen ima ločitev v iranski družbi? Presodite. To pa sem že prej povedala. Tako da, potem, ko smo izpeljali delavnico, ko so predstavili svoje odgovore, potem sledi še učiteljeva razlaga, dopolnitev. To, kar bi vam pa rada zdaj še predstavila, pa je, kakšni so bili rezultati te delavnice. Jaz sem delavnico seveda vodila, spremljala in potem pogledala tudi njihove delovne liste. Ugotovila, da smo po večini cilje, ki so bili zastavljeni, dosegli, da so učenci sodelovali, da se po večini, mislim, da se tudi niso strinjali, ampak vseeno znali povezano nastopati, ko so zagovarjali svoja stališča. Kar se tiče stripa, se zdi, da imajo tak stereotipen pogled, odnos do stripa, kajti le delno so se strinjali, da strip lahko bralca učinkovito prepriča o problemih družbe. Zakaj? Tu so njihovi argumenti. Gre za privlačno branje in gledanje, vendar je strip neprepričljiv v prikazovanju resnejših družbenih problematik. Še mogoče enega. Strip prikaže zapleteno družbeno problematiko na preprostejši in razumljivejši način, vendar ne more zajeti celotne kompleksnosti problemov. Tako da tukaj se izkaže, da še en medij takšen, ki potrebuje dodatno medijsko vzgojo. Ko so risali strip, so njihovi stripi bili povezani s temami tistega časa, torej begunska kriza v Evropski uniji, vojna v Siriji, družinski zakonik, predvsem problematika istospolnih staršev, revščina pa korupcija v politiki.
Kar se tiče angažma, torej akcije, kdaj bi se aktivirali, da bi nekaj naredili v svojem lokalnem okolju, aktivirali bi se izključno takrat, ko bi se to njih samih dotikalo neposredno ali njihovih bližnjih ali lokalnega okolja. Problemi, kdaj bi se pa spravili v akcijo, pa so revščina in socialna stiska ljudi, naravne nesreče, begunska kriza, kršenje svobode, diskriminacija in nasilje. Ker so zastavljali tudi vprašanja, so se njihova vprašanja vezala na razumevanje, analiziranje, vrednotenje in presojanje. Zdaj, če vam še samo tukaj preberem primere, kakšne so oblikovali, recimo razumevanje, kako ljudje sprejemajo pripadnike druge veroizpovedi, navedi vzroke za spolno diskriminacijo, navedi in pojasni največje spremembe v Iranu po odstranitvi šaha. Analiziranje, kakšna je razlika med Marjaninim življenjem v Iranu in na Dunaju. Vrednotenje, presojanje, katere spremembe predlagaš za rešitev za problem evropske begunske krize. To so bili potem pa analiza tega našega dela. To, kar bi vam zdaj pokazala, je pa nekaj primerov. Torej po filmskih delavnicah sledi še pa delo dijakov, razdelim jih v 3 skupine in oni potem dobijo nalogo, ki traja kakšne 3 tedne ali pa mesec dni, odvisno od tega, kako so v šoli zaposleni, in potem oblikujejo kritične oglase. Izrazno sredstvo je njihova izbira, naredijo plakate, skladajo pesmi, posnamejo film in nekaj tega bi vam zdaj pokazala. Pa bi prvo, kar si boste pogledali, je en oglas Križus Audio Spiritus, ki sta ga posneli 2 dijakinji. Ali se morate takoj, ko pogledate na svojo mobilno napravo, soočiti s pomembnimi problemi? Ali se vam isto dogaja tudi z drugimi elektronskimi napravami? Ali v svoji okolici pogosto zaznate izpostavljene družbene probleme? Ali se jim v pogovoru ne morete izogniti? S čisto dušo uživajte svet. Predstavljamo novi Križus Audio Spiritus. Ta izjemna inovacija je edina na trgu, ki vam omogoči popolno ignoriranje sveta okoli vas. Uporablja verski fanatizem, popolnoma naraven iz srednjega veka naravnost v vaš dom. Prednost verskega fanatizma poznamo že desetletja. Križarske vojne, mučenje, odpustki, inkvizicija, celo teroristični napadi. Ignorirajte svet okoli vas in postali boste popolni fanatiki. Enakopravnost, resnica, pravica. Ignorirajte. Ignorantni delci se preselijo v vašo podzavest in tako vplivajo na vas tudi v socialnih situacijah. Obvarujejo vas pred zunanjim svetom. Križus Audio Spiritus really helped me in my life. Ignorirajte vsaj 15 minut dnevno, kjerkoli in kadarkoli. Z drugimi sredstvi lahko ignorirate le delno in prišla vas bodo 50 €. Zagotovite si popolno izoliranost in ignoranco. Enoletna terapija vas bo stala samo 24,90 €. Zato pokličite in naročite svoj Križus Audio Spiritus zdaj. Edini na trgu, ki vam omogoči popolno ignoriranje sveta okoli vas. Križus Audio Spiritus je duhovno dokazan verski pripomoček, priročne velikosti, ki vam nudi naravno, hitro in učinkovito ignoriranje. Samo pri Spiritusu. Pokličite zdaj ali obiščite našo spletno stran. To so torej primeri izdelkov iz prakse. Ki nastanejo na koncu in jih potem dijaki tudi predstavijo. Kot čisto na koncu pa je nastalo še torej načrt vključevanja filmov v pouk sociologije, ki je nastal na tak način, da so bili zbrani predlogi filmov. Potem sem to umeščala v teme, ki jih imamo po učnem načrtu, pripravljala vprašanja in
teme za diskusijo, ki so usklajena torej z modeli spodbujanja kritičnega mišljenja, spodbujanja medijske pismenosti in spodaj je nastal še seznam vseh filmov, ki jih učitelj še lahko vključuje k tej temi, ne? In zapisano tudi, katere učne cilje lahko dosegamo v večji meri z filmsko vzgojo pri sociologiji. Teh filmov je bilo zbranih nekje 25, dostopni so na spletu, dobrodošli, da jih uporabljate, glede na to, da je eden glavnih ovir za manjšo rabo filma in filmske vzgoje pri sociologiji ravno to, da nimamo dovolj časa za pripravo, se mi zdi to dobra reč, da jo lahko uporabite. Zdaj nekaj primerov sem vam pokazala, še ena stvar je, to so filmska poročila, ki jih dijaki pišejo že tudi v 2. letniku, v 3. in v 4. in zato dobijo tudi oceno, kako to poteka. Po filmskih delavnicah se jim tudi predstavi, kako napisati poročilo, kaj se zahteva, dodam potem seznam, iz katerega lahko izberejo film in potem napišejo samo nalogo. Ampak za to bo priložnost kdaj drugič. Zdaj pa čisto na koncu. Moje ukvarjanje s filmom se je začelo z ljubeznijo do filma. Na koncu sem ugotovila, da je to zelo mlada ljubezen, ki rabi še veliko znanja in študija. Pomirja pa me dejstvo, da vsega mi ni treba znati, zaradi tega, ker vidite, da dijaki, s katerimi imamo opravka, so že kritični, že ustvarjalni in imajo vsa potrebna tehnična znanja za izdelke, ki jih izdelajo. Če boste imeli kakšna vprašanja, če bi želeli kaj od tega, kar sem vam pokazala, vam z veseljem podelim in dobrodošli. Hvala lepa.